Mamca, hoj, dajte 2 krajcarja, da si bom drumeljco kupil. In še takih verzov v ljudski pesmi, slovenski in mnogih tujih seveda. V ljudski pesmi je izrazov za denar veliko, kolikor je bilo denarjev skorajda, ampak vedno pa ljudska pesem in nasploh v nesnovni ljudski dediščini ne govorijo samo o materialni vrednosti, ampak govorijo tudi o teži denarja, o tem, kako se odkupujejo grehi z denarjem, o tem, kako tisti, ki terja preveč, je pogubljen, zmeraj se najde plačilo za pohlepnega. Skratka, v ljudski pesmi najdemo celo vrsto odnosnic, ki se nanašajo na vsebino denarništva v najširšem kulturno-zgodovinskem pomenu te besede. Pregovori, izštevanke, pravljice, pesmi, zgodbe, legende. Vse to vsebuje zanimive poglede na to, koliko in zakaj je bil denar včasih kaj vreden in zakaj je bil nič vreden. To je tudi eden od elementov razstave, ki nosi zanimiv naslov po verzu iz pesmi, ki jo menda vsi poznamo. Pesmi Marko skače. Ljudje so včasih za poimenovanja denarja lahko uporabljali bolj slikovita ali bolj zanimiva imena, da so si lažje sploh predstavljali oziroma zapomnili denar. Lahko so poimenovali denar preprosto po barvi. Tako so bili recimo bleščeči zlatniki lahko žuti, rumeni, rumenjaki, zlatnjaki ali pa svetleči srebrniki, karbeliči. Lahko so jih poimenovali po številkah, ki so bile na denarju, da so označevali vrednost. In zato so jih poimenovali recimo dvojače, petice, šestice, dvajsetice ali pa po nemško fünfari, sechsari in tako naprej. Lahko pa so jih poimenovali po podobah, ki so bile na kovancih. Tako so recimo šmarno petico so označevali kovanec, ki je imel na zadnji strani upodobljeno Matero Božjo, ali pa izraz repar so uporabljali za kovance, ki so imeli na zadnji strani, prav tako na zadnji strani, upodobljen grb, v katerem je bila repa. Tudi iz novejših obdobij poznamo različna poimenovanja, tako recimo izraz jur, ki pomeni tisočaka v katerikoli valuti, dobimo iz časa po Prvi svetovni vojni, ko so v kraljevini SHS začeli izdajati bankovce za 10, 100 in 1000 dinarjev in na bankovcu za 1000 dinarjev je bil upodobljen sveti Jurij in od tod izraz jur. Denar je prisoten tudi v šegah in navadah, tako življenjskega kot letnega kroga in torej spremlja ljudi od rojstva do smrti in od pomladi do pomladi. Njegova vloga presega zgolj plačilno vrednost, predstavlja simbol bogastva, dobrote, blagostanja in se v bistvu pojavlja po različnih časovnih obdobjih v različnih geografskih prostorih. Denar pa je, kot kažejo zbirke Slovenskega etnografskega muzeja, tudi del oblačilnih dodatkov, kjer je predmet estetske vrednosti in so ga ljudje predelovali v pasove, sklepance, gumbe, broške, verižice za ure in podobno, z njim izražali prestiž. Hkrati pa se pojavlja v zbirkah ljudske likovne umetnosti, konkretno v panjskih končnicah, kjer različni motivi prikazujejo denar v dobesednem in pa tudi prenesenem pomenu.